2 posnetka nazaj smo govorili, kako je Buda trpel, da je čutil ta eksistenčno neprijetnost in je začel iskati resnico. In kako se je spomnil na svoje otroštvo, da je bilo pomembno ne iti v neko zunanjo prakso ali se nekaj držati neke informacije in se na tak način prebudil. Torej pomeni, se ni zgodilo s tem, da je iskal neke informacije, da je bilo samo neko intelektualno razumevanje, da bi sem dobil samo neko informacijo in da bi sem slišal in mi rekel, oj, super, zdaj sem pa razrešen vseh problemov in se počutim blaženo. To ni bilo, Tudi ni uspelo samo z nekim verovanjem, da bi rekel, to pa to verjamem in zdaj bo vse razrešilo moje notranje muke. Budovo učenje je nekaj drugačnega, ne gre v ta 2 ekstrema. Je spoznanje, direktno spoznanje stvari take, kot so. Ne tako, ko mi gledamo z nekim stališčem, torej z nekimi informacijami, pa tudi ne samo z neko prazno vero, ker tudi, kaj se mi izberemo, da v nekaj verjamemo, je še zmeraj pod vplivom nekih naših osebnih želja, preference in drugih faktorjev, ki nastajajo skozi to prizmo, ki je že zamegljena, ki je že popačena. Torej, Buda, ki se je prebudil, je spoznal, da so prav te želje so vir neprijetnosti. Torej, imeti želje pomeni imeti to neprijetnost, imeti to trpljenje. Skoraj da bi lahko rekli, da želje je enako trpljenje. Torej, če se nekdo hoče razrešiti trpljenja, se bo mogel razrešiti želja. In zdaj je zanimivo, oziroma dobro, pomisliti, kaj je za to želja, zakaj pride do želja. In mi moramo vedno to spet raziskovati, ne na nek intelektualni način, ampak prepoznati, kaj je tukaj temelj, kaj je tukaj nek kontekst ali neko ozadje, neka podpora, da lahko so želje tam. Kaj mora biti v tistem času tudi prisotno. In glavno prisotno je, da je želja vedno nekaj, kaj je v kontaktu z mano. Torej, ta domneva, da jaz sem in da so stvari potem zame. In mi iščemo želje, zato se hočemo izogniti nekim notranjo neprijetnostjo. In te želje je potem po želji po neki prijetnosti. Pa tudi, če imamo neko notranjo prijetnost, bomo še zmeraj iskali neko prijetnost, da bi poskušali obdržati, zadržati, dopolnjevati. Torej, vedno je neka kontrola. To pa zato pride, ker če čutimo na primer neprijetnost, ne bomo čisto zadovoljni, ker mi se identificiramo z občutkom. Mi mislimo, da jaz je, to nekako jemljamo z nekim zagotovilom, nikoli se ne dvomimo in vprašamo, kaj je ta jaz, kaj je ta sebstvo. Tukaj se sploh te teme ne dotaknemo. Vedno gledamo od zunaj. Vedno je, jaz trpim zaradi tebe, meni je neprijetno zaradi tega, jaz verjamem v tisto, jaz moram iti tam, jaz moram brati te informacije, da lahko razrešim problem. Ampak tu vse se rešuje s problemom na tak način, od zunaj, ta notranja, ta občutek sebstva, se pa nikoli ne dotaknemo. No, in to je razlika pri Budovem učenju, da gremo k koreninam tega doživljanja in da poskusimo spoznati, kaj to sploh je. Torej se ne gre toliko za ubadanje nekih zunanjih dejavnikov, preveč iti v neko informacijo ali smo upati v neko magijo ali na čudež, ampak poskušamo razumeti to, ki doživlja te informacije, to, ki doživlja ta čudež, ta, ki doživlja
kakršnokoli stvari, vse fenomeni, ki se dogajajo v svetu. Torej gre za ta domneva. In zdaj, da lahko razložim, kaj ta jaz, bi dal potem dal prispodobo. Predstavljate si zdaj, da imamo tukaj na mizi 3 stvari. Imamo luč, tukaj je kozarec in tukaj je zdaj miza. In vidimo, da je tukaj senca tega kozarca. Zdaj, kaj rabimo, da lahko ta senca obstaja? V tem primeru vidimo, da so potrebne vsaj 3 stvari. Torej luč, šalca in miza, podlaga. Katero od teh 3 stvari bi manjkala, ne bi bilo sence. In zdaj se mi ravno identificiramo s to senco. In ta senca zdaj misli, jaz sem, jaz obstajam in vse stvari so zame, moje. Senca misli, jaz se želim mize, jaz rabim to mizo, jaz bom kontroliral to mizo. Ta miza je pod mojim vodstvom. Ali pa reče, jaz sem senca in ta luč je pod mojim vodstvom. Naredila bo vse na tak način, kot si je želim. Ampak vidimo, da je to vse zdaj obrnjeno na glavo. Senca ni tista, da bi za prva absolutna identiteta in vse stvari so za senco. Senca se ne more lastiti. Luč, šalca in miza ne briga, kaj se senca misli. Najprej pridejo te 3 elementi, te stvari, ki pogojujejo sebstvo ali jaz. Ne obratno. Torej, te stvari kontrolirajo sebstvo ali jaz. Ne, da ta senca kontrolira pogoje. Torej, jaz ni nič drugega kot senca. Skupek nekih pogojev. In ta jaz, ta sebstvo, nima pravzaprav v resnici kontrole nad temi stvarmi. Nimamo kontrole nad temi 5 agregati. To so agregati, je materija oziroma snov, ali rupa, občutki ali vedena, potem imamo sanja ali zaznava, sankara ali tvorba in vinjana ali zavest. To so zdaj 5 faktorjev, ki ustvarjajo to senco, ta jaz. In teh 5 agregatov, kot sem že rekel, jih ne briga, kaj se za ta jaz misli. In zdaj tu vidimo, da mi vse začnemo, oziroma mi ves čas dojamemo ta fenomen, tako bi lahko rekel, obrnjen na glavo. In zato, ker je obrnjen na glavo, je problem. Ker za ta senca neuspešno se nekaj poskuša potešiti svoje želje, pa se nikoli ne potešijo. Vedno hoče nekaj kontrolirati, pa lahko na nek način preoblikuje stvari, ki so mu na razpolago, ampak na koncu nima nobene kontrole. Če jaz vam vprašam, imate resnično vi kontrolo nad svojimi občutki? 3. agregat, ki ga imamo tukaj. Torej, če imate res kontrolo nad občutkom, potem bi lahko samo z željami si rekli, zdaj pa jaz hočem čutiti prijeten občutek. Se zgodi? Imate res kontrolo nad občutkom? Če bi imeli res kontrolo nad občutkom, potem bi mi vedno čutili samo prijetnost, ampak očitno ne. Ali če vas vprašam, ali lahko kontrolirate svoje telo? Lahko rečete, zdaj bom pa zdrav, naj bom bolan, da bo telo nas poslušalo. Ne, telo ima svojo naravo. Ni važno, koliko poskušamo popravljati, vedno bo prišlo čas za bolezen, za staranje. Ni važno, kakšno lepotno operacijo imamo, še zmeraj telo bo šlo po svoji naravi. Tudi, na primer, če vam rečem, nehajte slišati, pa ne morete nehati slišati.
Ni važno, stisnite svoje ušesa, boste še zmeraj slišali. Ni važno, če zaprete oči, boste vedno videli. Torej, nimamo mi kontrole. Mi smo popolnoma pod vodstvom telesa. Telesa takega, kot je. Ali če govorimo o razpoloženju, vsak je v nekem razpoloženju, prav zdaj. In če vas vprašam, ali lahko spremenite svoje razpoloženje. Če bi lahko resnično spremenili svoje razpoloženje, potem bi lahko bili srečni, veseli kar tako. Da se odločite, da sem pa vesel, da sem pa miren. Ampak ne, včasih smo veseli, včasih smo nemirni, včasih smo v miru, včasih smo zbrani, včasih smo nezbrani. Torej so razpoloženja, nad katerim ponovno nimamo kontrole. In prav to zdaj, ki vidimo vse obrnjeno na glavo, imamo želje. Želje po nekem, kar ni pod našo kontrolo v resnici. To je želje, ki bolj samo trpimo zaradi tega, nič pa ne dobimo. Kakor pes, ki gloda kost, ki misli, da je meso in da se bo nahranil, ampak je samo vonj, je samo okus mesa, ampak ni mesa več. Bo samo prišlo do razočaranja. Isto so naše želje. Da se želimo nečesa, kar je samo kost. Na koncu se bomo srečali le z razočaranjem, nikoli pa ne bomo resnično potešeni. Nikoli se ne bomo resnično nahranili. In z razumevanjem tega konteksta, razumevanjem teh tvorb in pogojev, ki tvori to doživljanje, teh 5 agregatov, ali kot smo dali v primerjavo, teh 3 stvareh, ki pogojujejo senco. Ko začnemo to razumeti, uvidimo, spoznamo jasno, da želje ne povzročajo nobene koristi, kot pa samo neprijetnost in trpljenje. In ko to mi uvidimo direktno, želje opustimo. Oziroma niti se ne odločimo, da bi želje opustili, želje odpadajo. In ko želje odpadajo, potem resnični mir. Ta mir se ni dosegel s tem, ker je nam nekdo povedal. Torej ni dovolj, da mi prisluhnemo nekim informacijami in samo sprejmemo kot intelektualno in se potem odločimo, ok, zdaj tukaj je mir. Torej tudi ni dovolj, da se samo verjame v te besede. Človek je na koncu sam. Začeti, kot pa vedno poudarjam, ne bo mogel tega dojeti, če človek ne zadržuje to stališče oziroma ta zorni kot iz te sence. Ker senca gleda samo jaz sem in vse stvari so zame. To pomeni, da je zelo potopljen in zasvojen s temi čutili in se poželjuje, kontrolira, meri. Človek mora se pravzaprav zadržati svoje čute. Še prej mora biti zelo krposten, mora biti vrlina čista. Potem tudi razviti, kar je zelo pomembno, pozornost, zbranost in zaupanje do učenja. To so kvalitete, ki niso čutne pred nami, to so kvalitete uma. In kot postane jasen, ko vidimo to naravo uma, vidimo te simptome uma, se potem stvari bolj razjasnijo. Vidimo, da ta doživljanja ima pogoje. In vidimo, da te pogoji so izven naše kontrole. In te pogoji imajo svojo naravo prihajanja in odhajanja. Ta človek se prebudi. Ta človek potem to opusti. In prebujeni človek reče, kar sem spoznal, je, da vse stvari pridejo in izginejo.
Vse, kar je prišlo skupaj, bo šlo tudi narazen. In tukaj je zdaj mir.